Pozdravljeni! Prejšnji teden sem vam obljubila, da pripravimo govejo pečenko in res sem že nestrpna in komaj čakam, da to naredimo. Takle, vzamemo maslo. Raztopimo. In bomo na njem popražili čebulo. Nasekljamo 2 čebuli, malo bolj na grobo. Še eno. Malo prepražimo čebulo. Vmes si nasolimo naš kos mesa. Samemo kar tak sol in kar tak poprek posolimo, kar malo bolj na grobo, ker je za pečenko potreben kar malo večji kos, debelejši, ker se nam bo seveda meso še skrčilo. Fajn je, da imamo vedno za pečenko eno tak kos mesa s to maščobno ovojnico, ki zadržuje to sočnost, te sokove. Še malo popopramo. In zdaj bomo to meso še predhodno popekli na tem maslu in čebuli. Obračamo na vse strani. Naš lepi kos mesa smo popekli na vseh straneh. Zdaj ga bomo prestavili v pekač. Takole, malo pospravim si. Premestimo. Damo to čebulo kar vse skupaj zraven. Dam še kar nekaj strokov celega česna, tako 1 glava česna je dovolj. Mlado korenje. In začimbe, kot je timijan, nekaj vejic timijana, lovorjev list, mogoče kakšne 3 listke lovorja. In rožmarin, katerega mi je posodila soseda Mihelca, se ji moram prav lepo zahvaliti, iz kmetije pri baronu. Takle. Zdaj taki vrhunski kos mesa zalijemo še z vrhunsko kapljico, vino Fresher, laški Riesling. Bomo dali kar dobre mere. Družina Fresher ima vinograde v Ritoznoji, naši dobri prijatelji, s katerimi odlično sodelujemo že vrsto let. Takle. Zdaj bomo pekli meso na nizki temperaturi, samo 150 stopinjah. Pokrili bomo pekač s pokrovom, tako da lahko vmes počnemo še kaj drugega.
časovnijo pa bomo tam videli po 2 urah, vmes pokuhamo, da nam tekočina ne izpari, lahko dodajamo po potrebi vodo ali jušno osnovo. Tako da ta kos mesa se bo pač pekel tam 2-3 ure, odvisno je, kako dolgo smo ga starali, kakšen kos mesa smo vzeli in seveda od starosti živali. Takle, naša pečenkica je pripravljena, omamno diši iz pekača. Takle, preložila jo bom na desko. Tak. Fina, mehka je, sočna. Komaj čakam, da jo probam. To je moj najljubši kos, tale bržole s črto. Je sočna, a hkrati roda, točno taka, kot mora biti. Tole korenje, ki se je peklo zraven, lahko zraven serviramo kot prilogo. Seveda pa ne bomo nič zgrešili, če bomo postregli zraven še malo praženega krompirja. Naša pečenka je pripravljena. Če vam je bila tudi ta oddaja všeč, jo komentirajte, všečkajte ali delite na Facebooku ali Instagramu. Lahko se pa naročite tudi na moj brezplačen YouTube kanal tukaj. Se vidimo spet kmalu.